V tem videu vodiču o tem, kako email marketing lahko izkoristimo za promocijo in prodajo naših spletnih programov, pa naj bojo to e-tečaji za samostojno učenje, Zoom e-delavnice, mogoče e-coaching oziroma online mentorski programi ali pa članski programi. Hvala, Maruša z e-dogodek.si tukaj in video vodič, ki se ga boš ogledal, je del obsežnejšega video vodiča, ki ga najdeš v spletnem hubu za e-podjetnike. Torej, video vodič, ki ga pravkar gledaš na YouTube kanalu, je torej v bistvu samo uvodni del, kjer te seznanim z osnovami, predstavim neke osnovne koncepte in pa v bistvu razložim, zakaj neko orodje je primerno in uporabno v našem edukacijskem biznisu. Praktični del, torej preostanek video vodiča, pa je v celoti na voljo torej v spletnem hubu za e-podjetnike in sicer gre za članski program, v katerem solo podjetnike in manjše organizacije podpiram pri strateškem in pa tehničnem razvoju njihovega spletnega edu-biznisa. Če te torej tudi tebe zanimajo tovrstna orodja in pristopi, potem te seveda vabim, da se mi pridružiš, začneš lahko varno in brezplačno na e-dogodek.si, pošiljnica brezplačno oziroma brezplacno. Aktiven link za brezplačen dostop pa najdeš tudi spodaj v opisu pod tem videom. Zdaj, iz prakse lahko rečem, da je email marketing oziroma email še vedno eno najboljših orodij za prodajo, zlasti če upoštevamo dejstvo, da recimo mogoče naše objave na socialnih omrežjih in to tudi tiste, ki niso prodajno naravnane, dosežejo mogoče recimo 10% ali pa včasih tudi manj naših sledilcev, medtem ko pri email marketing sistemu dosežemo, lahko sama rečem iz svoje prakse, tudi preko 30% ljudi, ki so se vpisali na mojo mailing listo, predvsem pa ob tem, da upoštevamo dejstvo, da kdor se vpisal na našo mailing listo, kdor nam je nekako zaupal svoj mail, je nekako res zainteresiran in pričakuje, da bo dobil tudi kakšna naša sporočila in da bo bral v bistvu naše maile. Bi pa ob tem rada še opozorila na dve stvari, da v bistvu prva stvar pri email marketing moramo biti res pozorni na GDPR skladnost, to se pravi, da ne delamo kakšnih čudnih variant, kupujemo kakšne čudne mailing liste ali kaj takega, skratka, da res pridobivamo kontakte ljudi, ki so zares zainteresirani in ki nas v bistvu želijo nam slediti in morda pač nekoč tudi nekaj kupiti od nas, in pa predvsem strateški pristop, skratka, tako kot vsaka stvar, tako kot vsako orodje v edukacijskem biznisu, ne gre samo za orodje samo, kako ga uporabiti, torej kako tehnično uporabiti, ampak predvsem za celosten strateški pristop. Tale video vodič je v bistvu neke vrste usmeritveni video vodič, kar pomeni ni praktične narave, ni v smislu, ni mišljen, da vzameš video vodič in vadaš, temveč bolj tako, da se nanj obrneš, ko se pripravljaš, ko razmišljaš o neki strategiji, nekem edu-marketingu, to se pravi o nekem marketinškem pristopu, da v bistvu da si ga pogledaš, kako v bistvu lahko to kako celotna zadeva deluje in kako pač email marketing sisteme uporabiti za neko promocijo in prodajo svojih online programov. Zdaj, ko tudi tehnično ni vezano na neko specifično platformo, v bistvu, da sem tukaj navedla 4, GetResponse, MailerLite, Mailchimp, ActiveCampaign, to so nekako platforme, ki so mogoče med mečkam bolj znanimi, kar se tiče pač online edu-biznisa. Zdaj tukaj ne v tem povem, da te platforme se med sabo razlikujejo v detajlih, tako podobno kot smo rekli pri LMS sistemih, torej pri spletnih učilnicah, kjer gre za to, da v osnovi, to se pravi tudi EMS, torej email marketing sistem oziroma email marketing service, ali kakorkoli že tem email marketing sistemom rečemo, imajo v osnovi enako nalogo, skratka, omogočajo vse to, kar bom v nadaljevanju predstavila, gre pa za male nianse, kaj in kako je to znotraj posameznega sistema narejeno. Zato na tej točki samo toliko v bistvu pozorim, da nekateri od teh EMS sistemov, torej email marketing sistemov, so nekoliko bolj primerni za naš edukacijski biznis, drugi pa manj. Skratka, naši biznisi, recimo, če prodajamo kozmetiko, je to definitivno drugače, kot če prodajamo online programe. Skratka, tukaj je res treba biti majčkeno bolj pozoren, kaj so potem tiste male nianse znotraj posameznih sistemov, ki nam ali omogočijo ali pa onemogočijo, bom rekla, ta tehnični aspekt prodaje, promocije in prodaje
s pomočjo email marketing sistema. Skratka, drugače pa še enkrat, v tem video vodiču ne bomo delali nič tehnično, gre za usmeritveni pogled, da dobiš neke osnove, bomo pa v nadaljevanju v spletnem hubu za e-podjetnike, torej v nadaljnjih video vodičih si pogledali tudi bolj tehnične postopke za vse zadeve, ki jih omenjam v nadaljevanju. Ok, gremo v akcijo, kaj bomo v bistvu predelali oziroma kaj se bomo pogledali v tem video vodiču. Najprej smo pogledali e-mail kot orodje za pridobivanje kontaktov oziroma to, kar na trgu, kar bom rekel v angleškem oziroma marketinškem jeziku poznamo kot lead generation. Skratka, spoznali bomo torej, kaj to pravzaprav pomeni za naš edukacijski biznis. Potem smo pogledali e-mail kot orodje za negovanje kontaktov, to se pravi v marketinškem jeziku je to nurturing oziroma slišali boste tudi e-mail sekvence, pa prodajni lijaki, pa tako naprej. Pa naj na tem mestu že povem, da bom mečkom bolj za voljo, za voljo lažje razlage, za voljo lažje predstavljivosti, bom mečkom mogoče določene zadeve posimplirala, seveda pa v osnovi ostajajo tako, kot velja tudi na splošno v marketingu oziroma zlasti v edu-marketingu. In pa tretja zadeva, ki se potem še pogledamo, je pa e-mail kot orodje za e-novice oziroma po domače rečeno oziroma v marketinškem jeziku rečeno newsletter. Ok, če za zaključek pogledamo celotno zadevo, kako to izgleda zdaj v praksi. Zdaj v praksi je prvi korak seveda, da pridobimo kontakte in jih vodimo te naše kontakte skozi nek spoznavni proces. Kar pomeni, da moramo narediti v bistvu neko strategijo, kaj jim bomo ponudili kot neko brezplačno darilo oziroma kot nek brezplačnik in pa kaj bo potem, kako bo izgledal ves ta spoznavni proces, v katerem jih bomo seznanili z vsemi osnovami in z vsemi potrebnimi zadevami in pa potem, kako bomo to zdaj naredili, to se pravi tehnično, to se pravi v prvi fazi gledamo strategijo, v drugi fazi pogledamo, kako bomo to naredili tehnično in pa v tretji fazi pod to prvo točko še vedno pogledamo tudi marketinško, zdaj kako bomo pa mi pridobivali te ljudi, da bomo v bistvu jih sploh usmerjali na ta naš nek obrazac za pridobivanje kontaktov. Druga točka, to se pravi, ko enkrat te kontakte imamo, bomo pogledali, kako bomo negovali ta odnos naprej. To se pravi, smo rekli, da ni nujno, da bodo v tej fazi že kupili, kar pomeni, da v bistvu je še zmeraj fino imeti ta nek odnos z njimi, spostaviti neko daljnoročno sodelovanje oziroma neko daljnoročno obveščanje, ki seveda ne sme biti samo obveščanje, smo rekli, skratka, nek ta sistem newsletterov, kjer smo rekli, da je predvsem pomembno za nas, da razumemo oziroma da vemo, da so stvari nastavljene enostavno, da so tudi za nas enostavno nastavljene, pač naši edu-biznisi so zelo različni in če nimamo časa se ukvarjati, da bomo vsak teden ob petek v 5 popoldne pisali newsletter, morajo te zadeve biti seveda tudi strateško vnaprej pripravljene, kaj bo tisto, kar bo za nas kot edu-podjetnike najbolj enostavno in lahkotno. Potem pa ne pozabimo, da v bistvu pravzaprav tudi vse te newslettere in vse, kar mi gradimo, v nadaljnjem procesu, je najbolj škoda to, da največkrat, vsak teden na novo pišemo neke novice, neke vsebine in tako naprej, kreiramo nove, mogoče video vodiče, nove podcaste, neke nove vsebine, potem pa to malo pozabimo, Skratka, dajmo to izkoristiti tudi v tem kontekstu, da pravzaprav te newslettere in vse to, kar gradimo za nadaljne korake, da jih potem naprej vključimo v tako imenovan ta naš lijak oziroma v ta negovalni proces, da tudi osebe, ki prihajajo kasneje, noter v to našo bazo teh kontaktov, da pravzaprav še zmeraj koristimo naprej to vsebino, ki jo sicer mi gradimo sproti, ampak jo dodajamo potem lahko torej v ta naš nabor vsebin in to so lahko, taki lijaki oziroma neki tak proces, je lahko tudi dolg, tudi par let. Skratka, neka oseba, ki se enkrat vpiše v naš sistem, je pravzaprav lahko obveščena in je ves čas v tej neki avtomatizaciji, da bi mi pravzaprav rabili še karkoli narediti. Tako da tukaj res, da bomo pozorni tudi na to opcijo recikliranja
oziroma reusanja vsebine. Tako da, če karkoli v zvezi z tem imaš kakršnokoli še vprašanje, sem seveda na voljo za support v pomanjkovalnici v spletnem hubu za podjetnike. Veliko stvari teh, to se pravi od izgrajevanja e-mail, teh newsletterov, pa do neke strategije, pa do izgrajevanja e-mail sekvenc, vsega tega se bomo lotevali tudi v mesečnih vodenih izzivih, tako da spremljaj, kaj se v spletnem hubu za podjetnike dogaja, tako da v bistvu počasi pač delamo tudi na tej marketinški in biznis plati. Če pa kjerkoli rabiš potem tudi kakršnokoli tehnično pomoč ali pa konec koncev nek individualni brainstorming, kako se zadev lotati, pa pač neko pomoč pri neki strategiji, pa seveda tudi na voljo storitve po principu naredimo zate.